Gospod župan, lepo pozdravljeni v tokratni majski oddaji iz županovega kabineta. Lep pozdrav tudi vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. Zakorakali smo v mesec maj, za nami in tudi pred nami so toplejši dnevi, s tem pa se začenjajo tudi vzdrževanja raznih cest, se pravi asfaltiranje in podobno. Kako je s tem trenutno v Litiji? Ja, tudi letos imamo v načrtu kar nekaj cestnih odsekov, da se modernizirajo ali pa da pride do ustrezne rekonstrukcije obstoječe cestne mreže. Prav v teh dneh se asfaltira cestni odsek v Konjšici. Seveda so v načrtu še tudi druge investicije. Potem je tukaj cesta Polšnik-Rodež, tudi bolj na koncu občine, pa potem so 3 odseki cest v krajevni skupnosti Gabrovka, se pravi Kamni Vrh-Laze, preplastitev lokalne ceste, še naprej, se pravi krak med Brezovim in pa Moravško goro, in pa še odsek ceste Moravška gora-Vodice. Tako da bo v krajevni skupnosti Gabrovka letos dobrih 2,5 kilometra nove asfaltne prevleke. Potem je v načrtu še, se pravi, rekonstrukcija in pa obnova ceste Bistrica-Dole, tudi približno 2 kilometra cestnega odseka, pa potem 1,5 kilometra Konjšica-Prevek, se pravi še en odsek ceste, in pa približno 1 kilometer Počentjur-Veliki Vrh, tukaj nad Litijo. V prihodnjem tednu pa načrtujemo, da se bo prišlo tudi do asfaltiranja zadnjega odseka ceste Mačkovina-Sava. To je pa ta del ceste, ki se sanira po poplavah med Litijo in Savo, in naj bi v prihodnjem tednu se uredil še ta odsek in tudi preplastil z novo asfaltno prevleko. Ko smo ravno pri transportu in podobnih zadevah, aktivnosti na posodobitvi železniške proge se še vedno izvajajo. Zdaj en segment je ta, se pravi, obnova železniške postaje v Litiji, ki gre v zaključno fazo. Dejansko je tukaj še odprava določenih pomanjkljivosti. Tiste ključne zadeve pa so seveda izvedene. Od, se pravi, obnove postaje, tirov, peronov, dohodov na perone, park and ride parkirišča, obračališča za avtobuse, izvozna pot in tako naprej, pa je zaključena, tako da upam, da tam do počitnic se bojo potem tudi lahko uradno zaključila vsa dela in tudi odpravljene napake. Drugo je pa seveda postopek umeščanja nove hitre železnice, kjer je občina Litija v skladu z, se pravi, tudi napovedmi pravočasno do 17. aprila oddala vse potrebne pripombe na, se pravi, pobudo o začetku postopka umeščanja nove hitre železnice Zidani Most Ljubljana-Zaloh. Tukaj res pričakujemo, da bodo načrtovalci prisluhnili predlogu, se pravi, tako imenovane variantne rešitve, ki smo jo kot občina podprli in ki predvideva, da ne bi bilo potrebno rušiti stanovanjskih objektov ob sami gradnji, prav tako bi dosegali iste zastavljene cilje pohitritve prometne povezave, hkrati pa seveda manj posega na poplavna območja, na kmetijska območja,
in tako naprej. Tako da pričakujemo, da se bo tukaj načrtovalec res posvetil zelo, bi rekel, podrobnim predlogom in pa pobudam, ki so bile posredovane tako za strani občine, kot seveda posameznih krajevnih skupnosti, civilne iniciative v Jevnici in pa ostalih občank in občanov, in do njih seveda tudi ustrezno opredelil pred seveda samim sprejemom same pobude na vladi. Še ena izmed večjih stvari, ki se trenutno dogajajo v Litiji, pa je izgradnja kanalizacije v Kresnicah. Ja, v letošnjem letu se je pričela izgradnja kanalizacije v Kresnicah. Seveda, osnovni projekt je kanalizacija z čistilno napravo, se pravi odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Absolutno je v tem segmentu takoj povezan tudi drugi del, se pravi ureditev meteorne kanalizacije, ki je sestavni del tega projekta. Hkrati vemo, da večina teh komunalnih vodov poteka po cestah, tako da je tudi ureditev cestnega omrežja sestavni del tega projekta, približno dobrih 3 kilometre. Zdaj, poleg tega so pa seveda v cestah tudi drugi komunalni vodi, se pravi vodovodno omrežje, ki ga želimo tudi obnoviti v sklopu se pravi tega projekta, in pa urediti oziroma saj vzpostaviti nastavke za ureditev tudi javne razsvetljave. Se pravi, vse tisto, kar gre v cesto, bo že tudi vgrajeno, tisto, kar bo ob cesti, pa bo seveda potem potrebno se pravi, dopolnitvi tega izvedbenega dela projekta, pa postopoma, se pravi, nadomeščati razsvetljavo z sedanjo obstoječo razsvetljavo. Hkrati pa je tudi že Elektro Trbovlje izbral izvajalca, podjetje Pirnat, ki bo sočasno tudi na, se pravi, predvidenem delu teh posegov izvedel pokablitev električnega omrežja. Se pravi, skratka, gre za eno tako celovito infrastrukturno ureditev naselja Kresnice. Seveda je zelo pomembno v tem, da bo potrebno vsa dela zaključiti v slabem letu dni, se pravi do 31. marca prihodnje leto imamo tudi rok za samo izvedbo, kjer so tudi sredstva pridobljena iz, saj tisti del sredstev pridobljenih iz ukrepa za okrevanje in odpornost, se pravi evropskih sredstev, potrebno tudi počrpati do sredine prihodnjega leta. Prijavili pa ste se tudi na razpis za sredstva, kar se tiče športnega parka na Praproščah. Ja, prejšnji mesec, pred koncem meseca je potekel rok tudi za prijavo projektov na športno infrastrukturo. Tukaj smo se prijavili za športnim parkom, se pravi obnovo tega športnega parka Praprošče, ki seveda v letošnjem letu zajema namestitev umetne trave, se pravi površine na celotnem velikem nogometnem igrišču. Seveda za to ureditev bomo morali v letošnjem letu že tudi izvesti predhodno izgradnjo opornega zida ob samem igrišču. V prihodnjem letu pa načrtujemo potem seveda nadaljnjo fazo, drugo fazo te obnove, kjer pa želimo umestiti tudi atletsko stezo, se pravi ob tem velikem nogometnem igrišču, 400 metrsko klasiko, tako da bo tudi za atletiko možna določena infrastruktura, se postopoma vzpostavlja v mestu Litija, ki je zagotovo
zelo pogrešamo in je zelo pomembna infrastruktura, ki dejansko mestu tudi pripada. Zdaj mogoče pri športni infrastrukturi naj omenim še to, da smo bili uspešni tudi na Fundaciji za šport se pravi prijavo zamenjave športnega se pravi tal v športni dvorani v Litiji. Vsa ta dela pa se pravi samo polaganje pa se bo pričelo z koncem tega meseca, se pravi 26. majem in zaključilo v poletnih mesecih. Se imate trenutno namen prijaviti še na kakšen razpis, kar se tiče športne dvorane? Športne dvorane ne, računamo pa z prijavo na razpis nogometne zveze, tudi se pravi za športnim parkom Praprošče, kjer se te zadeve lahko med seboj dopolnjujejo v razpisih. Trenutno pa imate odprt tudi razpis za manjše kmetijske naložbe. Ja, tako je do konca tega meseca maja je odprt razpis za manjše kmetijske naložbe, ki predvsem želi omogočiti se pravi vsem kmetijam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, da lahko se pravi seveda z manjšimi sredstvi, par tisoč evrov so ta sredstva, ki jih namenjamo za posamezen projekt. Na nek način občina s tem dopolnjuje eno, se pravi, pomoč pri nabavah ali mehanizacije, obnovah oziroma drugih manjših investicijah na kmetijskih gospodarstvih. Moram reči, da je to že zdaj v zadnjih letih kar dobra ustaljena stalnica, ki se je tudi dobro prijela v samem prostoru, tako da seveda zagotovo povabljena vsa kmetijska gospodarstva, ki imajo namen vlaganj, da podajo vlogo do konca tega meseca na občino Litija. Pred nami je konec tedna, ko praznujejo litijski gasilci in sicer 140. obletnico. Ja, res je, to je častitljiv jubilej, eno izmed najstarejših 3 društev, ki deluje v mestu Litija, poleg pevskega društva Lipa in pa se pravi knjižnice Litija, matične knjižnice, je dejansko to ena od 3 ustanov, ki so bile najprej, se pravi tam že daljnega leta 1885 ustanovljene in neprekinjeno delujejo. Zagotovo so gasilci dajejo svoj pečat tako mestu, kot tudi širše. In z tega vidika je zelo na mestu, da se ta visoki jubilej tudi ustrezno obeleži. Zagotovo je tudi zelo pomembno tudi to sporočilo, da smo prav pred kratkim v okviru odbora za pripravo izgradnje novega gasilskega doma oziroma centra za zaščito in reševanje dorekli tudi lokacijo, se pravi ob športnem parku v Praproščah bo na koncu športnega parka tudi nov center za zaščito in reševanje in to želimo čim hitreje tudi postaviti okvire za umestitev v sam prostor in v prihodnjih letih načrt je, da se pravi v obdobju do leta 2028 se tudi ta center zgradi in tudi dejansko imajo potem lahko litijski gasilci eno ustrezno infrastrukturo za svoje delovanje, ampak ne samo gasilci, tudi potem civilna zaščita, gasilska zveza, gorska reševalna služba. Mi bomo poskušali povabiti k temu projektu tudi se pravi policijo, kjer zdaj skupaj domujejo v zdajšnjem objektu ob Ljubljanski cesti.
da mogoče se izrazi interes tudi po sobivanju v enem takem večnamenskem objektu tudi v prihodnje. Mesec maj zaznamuje tudi vse šolarje in pa predvsem dijake. V preteklih dneh so opravljali že prvo maturo. Sedaj pa jih čaka še zelo pomemben korak, ki je tudi pomemben korak vsako leto za občino Litija, in sicer četvorka. Ja, zagotovo. Moram reči, da letos zaključuje v Litijski gimnaziji 25. generacija maturantk in maturantov. Zagotovo se je gimnazija izjemno dobro prijela in pa živela v mestu Litija in postaja in je postala na nek način nenadomestljiv člen pri življenju in razvoju mesta Litija. In tako kot vsako leto, tudi letos bo 21. v petek, seveda normalno ob 12. uri, v starem mestnem jedru na Valvazornem trgu ulična četvorka, tako da že zdaj lepo povabljeni občanke in občani in vsi ostali na ta res prijeten dogodek, ki vedno naredi eno enkratno vzdušje v starem mestnem jedru. Gospod župan, najlepša hvala. Hvala tudi vam in hvala tudi gledalkam in gledalcem.